Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo vas pozdravljam v imenu direktorice študijskega centra in vseh sodelavcev študijskega centra. Posebej bi želela med nami pozdraviti gospoda Petra Stavanja, državnega sekretarja na Ministrstvo za obrambo, in gospod Lejdi Miloško Not. Vesela sem, da ste se danes v takšnem številu udeležili predstavitve knjige sodelavca magistra Renata Podbersiča z naslovom Revolucionarno nasilje na Primorskem, Goriška in Vipavska. Knjiga magistra Podbersiča je pravzaprav druga iz zbirke Revolucionarno nasilje, ki jo je študijski center začel izdajati lani. V tem primeru gre za obsežen raziskovalni projekt, katerega cilj je celovito prikazati revolucionarno nasilje v času druge svetovne vojne na Slovenskem in sicer po posameznih slovenskih pokrajinah. Študijski center o tej problematiki pripravlja tudi več monografij v prihodnjih letih. V njih bodo avtorji predstavili različne oblike nasilja, ki so ga nad civilnim prebivalstvom v času druge svetovne vojne izvajali partizanske enote, pripadniki VOS-a, VDV-ja, OZNE narodne zaščite in terenci. Predstavili bodo tudi delovanje vojaških sodišč in izpostavili smrtne obsodbe, ki so jih ta sodišča izrekala. Med najbolj značilnimi primeri revolucionarnega nasilja pa omenimo mučenje in usmrtitve tako imenovanih narodnih sovražnikov, izgonih družin iz kraja bivanja, požiganje vasi in posameznih domačij, izvajanje nasilnih rekvizicij in različne druge oblike ustrahovanja prebivalstva. Kot sem omenila, je knjiga magistra Podbersiča druga iz zbirke Revolucionarno nasilje. Avtor prve je dr. Damjan Hančič, v njej je prikazal revolucionarno nasilje na Gorenjskem oziroma na širšem kamniškem območju, magister Renato Podbersič pa predvsem na območju Goriške in Vipavske. V osrednjem delu monografije na posameznih primerih pokaže različne oblike revolucionarnega nasilja in ugotavlja, da so bili primeri neposrednega revolucionarnega nasilja do pomladi leta 1943, da se je to nasilje okrepilo predvsem po kapitulaciji Italije septembra 1946 in je na to jeseni, predvsem pa leto kasneje, torej v letu 1944, doseglo vrh. Zdaj pa predajam besedo kar gospodu Jožetu Možini in potem magistru Podbersiču. Izvolite. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Dragi prijatelji, po kratki predstavitvi avtorja in predstavitvi teme bom zastavil nekaj vprašanj, bo pa priložnost tudi za to, da kakšno vprašanje zastavite iz publike. Ko je vzibelj položena dobra na vrednotah temelječa vzgoja, pa pamet in zdrava pamet, ko se temu pridružita še pridnost, ljubezen do zgodovine, resnice in odgovornost do naroda, potem je samo vprašanje časa, kdaj bo oseba, ki vse to premore, in tu imam seveda v mislih našega dragega avtorja, Renata Podbersiča, kdaj bo ta oseba segla po najtrših orehih v zgodovinskih stroki, ki se je zapisal. Še nekaj podatkov iz njegovega življenja. Rodil se je leta 1970 v Šempetru pri Gorici, doma je iz Vrtojbe, živi v Novi Gorici. Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi magistriral s temo Katoliška cerkev na Goriškem med Prvo svetovno vojno. Od septembra 2005 je bil zaposlen na Ministrstvu za pravosodje, zadnja 4 leta pa je zgodovinar raziskovalec na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani, kjer se sedaj nahajamo. Redno sodeluje na mednarodnih posvetih in simpozijih v organizaciji različnih evropskih ustanov, ki se ukvarjajo s proučevanjem totalitarizmov. Kolega Podbersič je zelo dober poznavalec judovske zgodovine v tem delu Evrope, pa tudi zgodovine Soške fronte. Deluje v uredniškem odboru revije Na fronti, ki jo izdaja društvo Soška fronta Nova Gorica. Od leta 2007 je tudi predsednik zgodovinskega društva za Severno Primorsko. Pred nami je sedaj njegova knjiga o revolucionarnem nasilju na Primorskem s poudarkom na Goriškem in Vipavskem. Druga področja še niso tako podrobno obdelana. To je zgodovinsko delo, ki bo odločno zarezalo in razprlo kovinsko težko in prašno zaveso, ki desetletja tudi po letu 90 vzdržuje farso o drugačni, skoraj idilični primorski narodno-osvobodilni zgodovini. Da se razumemo, knjiga ne zmanjšuje pomena osvobodilnega boja.
Elementi tega so bili prisotni tudi na Primorskem. Prav tako ne številnih rojakov, ki so se partizanskemu boju pridružili iz čistih narodnih nagibov in se niso kompromitirali z zločini. Pač pa z dokumenti, pričevanji in dragoceno analizo dopolnjuje Primorsko polpreteklo zgodovino, zlasti Goriško in Mipavsko, v najtežjih časih druge svetovne vojne in razgalja revolucionarno nasilje, ki ga je ljubljanska partijska vrhuška na čelu s Kardeljem, Kidričem, pa tudi raznimi pribočniki, nekaterimi še živeči, naprimer gospodom Janezom Stanovnikom, izvajala na primorski zemlji. Knjiga je torej pomemben prispevek k celoviti obravnavi polpretekle primorske zgodovine, ki je pomembna za celotno Slovenijo. Izhaja namreč iz nikoli dovolj izpostavljenega dejstva, da je bila Primorska skoraj edina ozemeljska celota v Evropi, poleg ogromne Sovjetske zveze, ki so jo skoraj 70 let obvladovali totalitarni režimi, od fašizma, od začetka 20. let prejšnjega stoletja, prek nacizma do komunizma leta 1990. Temu gre tudi pripisati določen demokratičen ali civilizacijski deficit v delu primorskega življa, ki se danes simbolično kaže na hribih z napisi naš ali vaš ali kakršenkoli že Tito. To poanto je tudi avtor domiselno označil na naslovnici te knjige, kjer je vidimo posnetek nad Renčami pri Novi Gorici. Kolega Podperstič, generalno gledano, kaj je poglavitna ugotovitev raziskovalca, ki je imel v preteklih letih v rokah vse najpomembnejše arhivsko gradivo, predvsem za arhivo Vosa in Ozne, za Primorsko, in seveda, ki se je seznanil tudi s številnimi pričevanji na terenu? Najprej vsem skupaj lep pozdrav. Na ta deževen dan v tej sivi Ljubljani prinašamo malo primorskega sonca, čeprav danes, ko sem odhajal od doma, je deževalo. Ampak v mojem srcu je bilo veselje. Veselje, da bomo danes skupaj in nekoliko sem presenečen, moram priznati na deležbo, predvsem pa, da bo vas starim prijateljem Jožetom me je nekoliko prehitela čustva, prosti Jože. To sem hotel povedati na koncu, ampak dobro. Poskušam vam posredovati del te naše zgodovine, primorske zgodovine, ki je nekoliko drugačna. Zlasti v času druge svetovne vojne, ker je, kot je bilo že poudarjeno, Primorska hodila neko samo svojo pot. Če ste dobro poslušali besede mojega predhodnika, je že poudaril. Primorska je dejansko v 20. stoletju, v tem dolgem 20. stoletju izkusila 70 let, oziroma skoraj da 70 let totalitarnega sistema. Fašizma, ki ga toliko poudarjamo, nacizma, ki se je Primorske, lahko rečemo, samo dotaknil, in pa komunizma, ki je Primorsko, predvsem v svojih idealih, v svojih hotenjih, tudi v svojem odnosu in poznavanju do zgodovine, jo je predrugačil. In podal pred nas sliko, ki še danes v marsičem obvladuje našo stvarnost. Konec koncev, to stvarnost obvladuje tudi ta naslovnica, ki je bila že omenjena. Kajti, kolikor vem, samo na Primorskem se obnavljajo napisi Tito in ta primer, ki je na naslovnici, ni edini primer, žal moram reči. Torej, za Primorsko odločitve Ustavnega sodišča očitno ne veljajo. Ta napis se nahaja nad Renčami, je eden od obnovljenih, ki sem pač enega mogel izbrati, sem izbral tega, ki je najbolj obnovljen, ki je betoniran in kar je najbolj smešno, je postavljen nad množičnimi grobišči. To je tistimi grobišči, ki niso niti označena, niti popisana. In tudi tukaj imamo Primorci svoj, recimo temu, demokratični deficit. Če vemo, da je trenutno po raziskavah Državne komisije za prikrita grobišča na Slovenskem nekaj čez 620 ali okoli 620 grobišč, moram reči, da je Primorska tabula rasa. Na Primorskem upam si trditi, in enkrat je kolega že skoraj izgubil službo, ko je objavil v našem poluradnem glasilu Primorske novice, da je na grobišč na Primorskem več kot 100, jaz pravim, da jih je krepko več kot 100. Od tega jih je popisanih nekaj 10. Torej nas več kot polovica grobišč še čaka. Kakšno povezavo ima to z naslovnico? Precej teh grobišč se nahaja nad Renčami, kjer je deloval voz za Goriško, in kjer je pobijal pokojni Zdenko Zavadlav. Zakaj ga omenjam? Ker je Zdenko Zavadlav tudi to odkrito priznal pred svojo smrtjo. Lahko si samo mislimo,
kaj bi bilo, zgodovinari z te sintagme ne radi uporabljamo, ampak če bi nekdo zapisal te njegove besede. Vse nekaj je sam povedal, ampak zdi se, tudi sam sem enkrat imel to priliko, ko sem govoril z njim, da ni vsega povedal, kar je vedel o teh grobiščih, ki se nahajajo na Goriškem. Ko že govorimo o teh grobiščih, v tej knjigi je objavljeno pričevanje nekdanjega učenca partizanske šole v Renčah, starega 14-letnega fanta, tedanjega 14-letnega fanta, ki je ta grobišča prekopaval. Torej, fanti je stari 14-15 let, učenci partizanske šole v Renčah so julija in avgusta 44 te mrtve, ki se nahajajo pod betoniranim napisom na ščitu, prekopavali. In možakar je želel biti objavljen z imenom in priimkom. Torej, zgodba je dovolj povedna. Pod, če dovolite še deskripcijo naslovnice, slika je zelo simbolna. Pod naslovnico na vrhu je Tito, spodaj je pa mogoče najbolj odmevnih umorov oziroma pobiti člani družine Brecelj iz Ajdovščine oziroma iz Zapuš pri Ajdovščini, ki so bili krvavo pobiti julija 1944 in potem verjetno se bomo v zgodbi še tega dotaknili, aprila 1945 prekopani na pokopališče v Šturijah. In nekako štejem si v veliko zadovoljstvo, da sem v knjigi prvič objavil fotografije, ki jih hrani edini preživeli sin, oziroma dva sta preživela, eden še živi, poboja te družine, v svoji zbirki slike iz prekopa in pokopa družine Brecelj. V knjigi jih boste najdli 14 in prikazujejo ta žalostni dogodek tik pred koncem vojne. Mogoče v samem postopku, ki je bil zelo zanimiv tekom razprave. Še to, knjiga, zakaj ima podnaslov Goriška in Vipavska, verjetno šlo vprašanje bolj v to smer. Ko sem začel zbirati gradivo, sem kar naenkrat videl, da je preveč, da je Primorska prevelika in preveč raznolika, da bi uspela vse skupaj strpati v eno knjigo. Tako da tukaj je zdaj poudarek Goriške in Vipavske, tudi geografsko zakročenega območja. Naslednja stvar, ki se spravim delati, imam precej zbranega že bo Tolminska in Idrijska, kjer je bila tudi zelo kruta zgodba. Nedvomno treba iti na Postojnsko in Pivško območje, pa Barkini in Bistrica, ki je tudi svoje zaključeno območje. Da ne govorim o Koperskem območju, ki pa je bilo že precej opisano, tam je predvsem zaradi večinsko italijanskih mest zgodba nekoliko samosvojna. Nekako do leta 1943 se Primorska zasluži nek poseben status, seveda zaradi dolgotrajne italijanske okupacije, ki je popolnoma drugačno strukturirala zgodovino kot v ostalih slovenskih deželah. Ali si tak status zasluži tudi po letu 1943, zlasti po kapitulaciji Italije? Ali so se elementi revolucije, ki so se uveljavili v Ljubljanski pokrajini, po enakem vzorcu prenesli tudi tja? Dobro vprašanje. Gre za del prostora, ki je bil že vsaj od leta 1918 pod Italijo. Zakaj rečem vsaj? Italijani to območje okupirajo ali zasedajo že leta 1915 med Soško fronto in že tam nakažejo, kakšen je njihov namen. Tukaj ostati in to ozemlje priključiti Italiji. In to se je zgodilo leta 18, oziroma potem mednarodno pravno z Rapalsko pogodbo 1920 in to ozemlje je z vsemi vzroki in posledicami del mednarodno pravno priznanega ozemlja Kraljevine Italije. Torej, Primorci so udeleženi v italijanskih osvajalskih vojnah, nekateri vstopajo v Partito Nazionale Fascista, se pravi fašistično stranko. Ko Italijani vstopijo v drugo svetovno vojno, odkorakajo s svojimi italijanskimi enotami na bojišča. Predvsem se pa to nekako rezultira v tem, da Italijani že ob napadu na Kraljevino Jugoslavijo aprila 1941 pokažejo, da temu teritoriju, se pravi Primorski, iza Rapalske meje se ne mislijo odpovedati. Kot veste, Rapalska meja ostane, Rapalska meja, kljub temu, da se provinčja Ljubljana vključi v Kraljevino Italijo, Rapalska meja ostaja zastražena, Primorska se še vojaško, predvsem pa karabinjersko, policijsko okrepi in Italijani dejansko obravnavajo to ozemlje kot nedvomno del svojega notranjega ozemlja, na katerem ne pustijo nobenih drugih paravojaških oziroma recimo temu krizniških formacij.
Na Primorskem ni vaških straž, tudi relativno redko je okupatorjevo nasilje, ki se pa začne zlasti v drugi polovici leta 42 stopnjevati, kar je predvsem odgovor na partizanske napade na italijanske kolone, italijanske karabinjerske postaje in tako naprej. Vendar tukaj do kapitulacije Italije je to notranje italijansko ozemlje, na katerem so specifične razmere. Je pa res, da se Komunistična partija Slovenije zaveda tega vitalnega prostora. V preteklih publikacijah je bilo že precej objavljenega o tem. Tukaj bi pozdravil dr. Vido Želar-Barič, ki je eno posebno publikacijo posvetila tudi odnosu vrha ali jedra slovenske partije do primorske. Partija se zavedala vitalnosti tega prostora, pošiljala svoje emisarije in takoj že lahko rečemo, da prvi odidejo na Primorsko že ob koncu poletja, avgusta, septembra 1941. Tukaj je šlo v glavnem za Primorce, ki so živeli v Kraljevini Jugoslaviji oziroma na tej strani Rapalske meje med obema vojnama, bili predani člani partije in seveda prinašali revolucijo tudi na Primorsko. Lahko eno podvprašanje. Seveda zelo zgodaj, spravi Komunistična partija Slovenije spozna pomen Primorske, to seveda tudi ni nič nenavadnega, pa vendar, z kakšnih nagibov so pošiljali te emisarije na Primorsko? Če vemo, verjetno narodni nagibi niso mogli biti v prvem planu, sploh ne na začetku, ko je še veljal sporazum med italijansko in slovensko partijo. Za začetek odgovora na to vprašanje si bom izposodil besede, ki jih je izrekel Aleš Bebler. Aleš Bebler, porodu iz Idrije, sicer judovskega porekla, je prišel na Primorsko prvih dneh novembra 1942. In takoj po svojem prihodu, oziroma kmalu po svojem prihodu, je napisal eno poročilo, ki je danes ohranjeno v arhivu našem v Ljubljani, in bom poskušal ga citirati. Pravi: razmere na Primorskem so take, kot so bile v ljubljanski pokrajini spomladi 1942. Vemo, da Aleš Bebler je bil tisti, ki je dejansko prenesel, sprožil, konec koncev lahko rečemo tudi intimiziral nasilje, partizansko nasilje, lepši izraz revolucionarno nasilje na Primorskem. Ob njegovem prihodu se retorika, ki se lepo vidi v dokumentih iz istega časa, še bolj zaostri. Dejansko vidi se želja, da bi partizanske oblasti, oziroma lepše rečeno partijske oblasti, prevzele totalen nadzor nad partizanskim gibanjem na Primorskem. Ob tem treba poštevati, ko je padlo vprašanje, zakaj so prihajali na Primorsko. Narod je bil po 20 letih sit fašistične oblasti in dejansko šlo je za, recimo temu, tekmo, kdo bo prvi ta narod nagovoril v tem primeru mislim primorske Slovence, z bolj ognjevitimi nacionalnimi gesti. In v dopisih, ki romajo med Ljubljano in Primorsko v letu 41, tja do pozne jeseni 42, je veliko opozoril, tudi ki pridejo strani Kidriča ali pa Kardelja, ne delati na partijskem delu, ampak je treba delati na nacionalni ozaveščenosti. Se pravi, nacionalnem odporu, govoriti nacionalne teme, kajti ponavljam, Primorci so imeli italijanske oblasti dovolj, fašizem se je kruto poigral z našimi predniki, spomnimo se samo dogodkov v letih 30, prvega tržaškega procesa, drugega tržaškega procesa, spomnimo se krutega poitalijančevanja in dejansko, kdorkoli je zasadil bilko nacionalnega odpora, se pravi gesla vrgli bomo ven Italijane in priključili se matičnemu narodu, je lahko računal na ugoden odmer. Tukaj so na začetku poante te vaše knjige. Če je bilo tako razumevanje za odpor na Primorskem in dejansko bilo to dobro vemo, veljala je parola karkoli, samo da se rešimo Italijanov, zakaj je potem takem prihajalo do revolucionarnega nasilja tudi na Primorskem in tukaj bi se vendarle malo bolj strukturirano umestila, kje so ti začetki, kateri so bili ti prvi in potem tudi najhujši primeri? Dejstvo je, da komunistični partiji na Primorskem so glavno
težavo predstavljali intelektualci. Zdaj najprej govorimo na kratko, kdo so bili intelektualci. Večina učiteljev, večina advokatov, tudi doktorjev, spravi tisti, ki so bili izobraženi, je bodi si ob koncu Prve svetovne vojne, bodi si v obdobju med vojnama zapustila ta prostor. Ostala je, govorim predvsem za Goriško in Vipavsko, goriška duhovščina, v okviru goriške nadškofije, v okviru tako imenovanega krščansko-socialnega gibanja, ki vleče svoje korenine že v drugo polovico 19. stoletja, ki je izobražen, ki je izrazito narodno čuteč in deluje in prevzame to nalogo in obvezo delovanja v narodnem duhu v obdobju med vojnama in tudi v prvih letih okupacije. Danes po zaslugi drugih raziskovalcev vemo, v zadnjih 10 letih je prava renesansa raziskovanja tega, kakšna je bila vloga primorske duhovščine pri tem v opisanem obdobju. Vemo, da tudi primorska duhovščina je pričakovala nek spopad, pričakovala je težave med Italijo in Jugoslavijo in dejansko se je tudi pripravljala na to obdobje, ko bo nastopila vojna. In delovala je seveda v smislu popolne evidente, vključitve k kraljevini Jugoslaviji. Zdaj, dejstvo je to, da treba je bilo duhovščino nekako dobiti na svojo stran. Če je v Ljubljanski pokrajini se že zelo zgodaj vzpostavil konflikt na recimo temu ideološki ravni in kot glavni oponent je bila nekako strukturirana katoliška cerkev, na Primorskem je bila stvar nekoliko bolj kompleksna in tudi drugače zastavljena. Komunistična partija si je preko svojih emisarjev globoko v leto 1944 prizadevala dobiti primorske duhovnike na svojo stran. In moram reči, da deloma je to tudi uspelo. Kajti večina duhovnikov je dejansko pod plaščem osvobodilne fronte videla narodno osvoboditev. Tisti, ki so bili v tem krogu, so bili bodisi marginalizirani, bodisi so bili odstranjeni, kot je primer duhovnika Obida ali pa primer Novaka v Podvremščico ali pa recimo Piščance in sluge v Cerknem, pa še kakšni drugi primeri bi se najdeli. Dejstvo je, da poleg duhovnikov so bili predvsem na udaru tako imenovani vaški intelektualci, zlasti na primorskem podeželju, ki so spadali v ta gremi krščansko-socialnega gibanja. Torej, zadrugarji, potem kakšni posestniki, občinski možje, župani, ja, no župani, težko rečemo, ker je dobro, občinski možje, bivši župani, ljudje, ki so delovali v tem okviru krščansko-socialnega gibanja, ljudje, ki so imeli neko izkušnjo fašističnega priganjanja, ljudje, ki so bili izobraženi, nekateri tudi neformalno izobraženi, in ti, ki se niso uklonili diktatu partije, v začetku je šlo za prepričevanja, potem je šlo za grožnje in kdorkoli se ni uklonil temu pritisku, je tvegal likvidacijo oziroma umor. Eden najbolj znanih, najbolj odmevnih umorov je bil vsekako, tudi eden najbolj zgodnih umorov, je bil umor Iva Brica iz Dornberga pri Gorici, v Vipavski dolini. Šlo je za krščanskega socialca, zelo uglednega, zaprtega in preganjenega v času fašizma, enega tistih, ki si ni hotel poitalijančiti svojega priimka, enega tistih, kateremu je partija že konec leta 1941 pošiljala svoje emisarje, svoje poslance in ga hotela pridobiti na svojo stran, vendar se Ivo Bric temu ni dal. Zato je končal pod streli 2 mladoletnikov. Njegov umor se je zgodil pri Belem dnevu, njegov umor se je zgodil na podoben način je šlo kot v Ljubljanski pokrajini, spravi zelo podoben vzorec, ker ni hotel sodelovati, so poslali 2 fanta, stara 16-17 let, so poslali na polje oziroma na travnik, kjer je on kosil s svojimi sinovoma in ga vpričal sinov ustrelili v glavo. Ta fotografija je zdaj prvič objavljena, bila je posneta približno 1 uro po njegovem umoru, posneli so jo italijanski orožniki oziroma lepše rečeno karabinjerji, čuvajo njegova hčerka, ki je bila stara takrat 2 meseca. In še danes se z bolečino v srcu spominja očeta, ki ga nikoli ni poznal.
Ivo Bric je bil seveda potem razglašen za narodnega izdajalca, to posledico so trpeli tudi njegovi otroci, več o tem preberete v pričevanjih, ki so ohranjene v knjigi. Je pa zanimivo, da po vojni so do vdove, ki je ostala sama s 7 otroki, pristopili občinski možje in ji ponujali visoko pokojnino, če bi priznala, da so ga ubili četniki, ki jih takrat sploh ni bilo v tem delu Primorske. Tako, to je eden najbolj krutih, najbolj odmevnih in tudi najbolj žalostnih umorov, ki je sprožil serijo, ki je potem se zaostrila v junijskih dneh, julijskih dneh, tja do kapitulacije Italije. Potem pa s kapitulacijo Italije pa je dejansko se stvar samo še bolj zaostrovala. Dolgo časa je veljalo, da je to bil eden prvih umorov, danes lahko to potrdimo, ni bil pa čisto prvi. Uspel sem dobiti možakarja, ki je bil bit v Vipavski dolini nad Erzeljem, že decembra 1941. In on velja, da je nekako mislim, da prvi dni decembra 1941 gre za nekega Leopolda Kobala, ki je bil ubit decidirano, zapiše v dokumentu, strani partizanskih čet, ker je deloval proti naši stvari, kot piše v dokumentu. Zdaj, tak prizor, kot ga tukaj vidimo, ki se je seveda najprej pojavil v Ljubljanski pokrajini in se potem prenesel očitno tudi na Primorsko, je verjetno pomenil določen civilizacijski šok. Ne glede na to, da je bila Primorska soočena z hudostjo raznarodovanja v vseh področjih, od gospodarskega do kulturnega in seveda šolskega, pa je vendar italijanska penetracija po večini, razen ekscesov, potekala nekje po časi v rokavicah. Tukaj pa se zgodi, da verjetno po stoletjih nekega relativno civiliziranega življenja pride do takih prizorov, ko domačini ubijajo domačine, na način, kot je tak. Kako so ljudje to sprejemali? Kaj je to povzročilo? V Ljubljanski pokrajini je znano, da je povzročilo na nek način tudi homogenizacijo. Na eni strani odpor, v drugi strani pa tudi neizmeren strah, tako da je partija lažje opravljala svoje delo. Kako je bilo to na Primorskem? Zanimivo je, bom začel na koncu vprašanja odgovarjati. Zanimivo je, in kar sem že prej poudaril, na Primorskem ne pride do ustanovitve vaških straž. Bili so poskusi. Žal nisem našel nobenega dokumenta, imam nekaj pričevanj, ki pa jih nisem objavil, ker jih nisem uspel verificirati oziroma jih potrditi z, recimo, kritičnim pretresom ustne zgodovine. Namreč, bili naj bi neki poskusi, ko bi že v obdobju italijanske okupacije, prav zaradi takih in podobnih ekscesov, nekateri možje bili pripravljeni organizirati nekaj podobnega, kot so bile na Krajnskem oziroma v Ljubljanski pokrajini vaške straže. Vaških straž na Primorskem ni bilo, ljudje so bili zaprepadeni, ko se je to dogajalo. Tako so bili zaprepadeni, da je prihajalo celo do tako imenovanih samokritik, tudi na račun dela preomenjenega gospoda Beblerja, tudi na račun kritik na račun Dušana Pirjevca Haca, ki pride leta 1943 na Primorsko, predvsem na tem goriškem koncu se dosti mudi, in dejansko prihajajo opozorila iz Ljubljane, fantje, dajte ustaviti konje, dajte fantje se malo zbrati, ker bomo dobili ne tisto, kar iščemo, svoje zaveznike, ampak bomo dobili med Primorci nasprotnike, če se bojo ti umori dogajali. Treba upoštevati, da je tukaj tudi italijanska propaganda pristavila svoj lonček in dejansko iz teh umorov, in kot sem rekel, to ni šlo za navadne ljudi, da se razumemo, vsakega človeka je škoda, ampak tukaj je šlo za ugledne posestnike, ugledne bivše župane, ugledne kulturne delavce, ki si nikakor niso umazali rok z sodelovanjem z Italijo. In sve italijanske oblasti so pri tem, kot sem omenil, pristavili svoj lonček in to zelo propagandno izrabile. Dejstvo je, da, če se prav spomnim podatka, v letu 1941 je komunistična partija prišla na Primorskem z 50 člani, in tudi se v letu 1942 število članov komunistične partije Slovenije ne precej poveča, vendar je zelo pomembno in za Primorsko zelo značilno to subtilno delo. Delo pripričevanja, delo, intenzivno politično delo, vendar ti umori potem
v nekem obdobju vse skupaj zaostrijo in zdi se, da prebivalstvo tega ne sprejema. Je pa treba tukaj izpostaviti zelo pomembno propagandno vlogo, prej omenjeno propagandno vlogo, ki med ljudmi širi glas. In ta glas gre v nekem takem splošnem povzetku v tej smeri. Če so ga ubili, je nekaj že bilo. Zastonj ga niso ubili. In tukaj se pokaže, se mi zdi, precej pomembno delo podmladkov, bodisi mladincev, bodisi skojevcev, ki dejansko neto širijo ta glas in očitno so dokaj uspešni. Zdaj, tukaj je tudi poimensko so navedeni primeri umorov iz Severne Primorske, 366 je, kot sem pogledal. Kateri pa je bil najhujši, kateri je najbolj odmeval? A gre vendarle tukaj za Cerkno? Zdaj, tako je, ne. Težko je izpostaviti, kateri umor je najbolj odmeval. Kot sem omenil, se s kapitulacijo Italije z številčnim ojačanjem, pa tudi vojaškim ojačanjem partizanskega gibanja na Primorskem, se dejansko partija počuti močnejšo, bolj sigurno, ima konec koncev tudi večjo zaslombo v notranji politični, zunanji politični konstelaciji sil moči na Primorskem in dejansko pride potem do intenziviranja obračuna z nasprotniki. Tukaj ni nič naključje, da sta dva momenta, ki sta zelo prisotna, kar se tiče umorov na Primorskem. Prvi je oktober-november 1943, ko se razmere po nemški ofenzivi konec septembra 1943 se nekoliko umirijo in dejansko dobi tako imenovano politično delo svoj prostor. Takrat imamo tudi največ mrtvih v krajih okoli Gorice. Je prav nekaj egzemplaričnih umorov, torej spet umorov ob belem dnevu, ki jih izvršujejo goriški vosovci, ki jih takrat vodi preomenjeni Zdenko Zavadlav, nad posamezniki v Šempetru, v Solkanu, v Mirnu. Zlasti Miren je bil zelo na udaru, ker je veljal za neko tako klerikalno jedro, kot so ga imenovali v partijskih dokumentih. Potem je neko malo zatišje, verjetno tudi zaradi zime, in začne se potem spet ob koncu zime. Dejstvo je, da eno tako preokretnico v tem obračunu z nasprotniki nedvomno pomenijo mori v Cerknem, o čemer je pisal že dr. Boris Mlakar v imenitni študiji Tragedija v Cerknem, ki dejansko tudi na Primorskem povzročajo tako dokončno diferenciacijo sil. In seveda po tistem pa mislim, da tudi neodločni krščanski socialci, ki vendarle globoko leto 1944 iščejo neko koexistenco za osvobodilno fronto pod patronatom partije, dejansko spoznajo, kam status stavi in dejansko se potem v drugi polovici leta 1944 to nasilje samo še intenzivira, s tem, da se jasno vidi dva bregova, naši, vaši. Zanimivo pa je, da, kot sem prej omenil, ta pogajanja z tako imenovano goriško sredino, ki se ni hotela tja globoko leto 1944 opredeliti niti za Nemce, nemško okupacijsko oblast, niti za partizansko gibanje, ampak je iskala neko svojo pot. In ta pogajanja so z pripadniki goriške sredine, ki jih je simbolizirala predvsem goriška duhovščina, potekali tja v avgust, prve dni septembra 1944. In zanimivo je, da pri teh pogajanjih je aktivno sodeloval tedanji, kot sem pravi, krščanski socialist, čeprav danes vemo, da je bil že vsaj eno leto član partije, Janez Stanovnik, zdajšnji predsednik, kako je že Zveze borcev, za vrednote NOB. On je na Vipavskem sodeloval z duhovniki in ko so duhovniki zahtevali v imenu goriške sredine enakopraven vstop v osvobodilno fronto, neke vrste pluralnost osvobodilne fronte, česar partija seveda ni uspela oziroma ni mogla dovoliti, je prišlo do končnega preloma in zanimivo, ta goriška sredina se potem razdeli, kar je po moje tragika primorske zgodbe, en del gre v osvobodilno fronto pod patronatom partije, en del pa se zbliža z četniki, ki takrat že prihajajo od koncu leta 1944 na Goriško. In ti, ki se zbližajo s četniki, so potem deležni seveda umorov, v diskreditaciji in tukaj je tudi nekaj žalostnih zgodb, ki se odvijajo ob koncu vojne, se pravi februar, marec, april 1945.
Ko je bilo pa vprašanje glede krutosti umorov, verjetno je ta omenjeni umor rodbine Brecelj eden najbolj takih egzemplaričnih. Zgodil se je že julija 1944. Šlo je za umor, ki ga lahko s pravo besedo tako imenujemo, ko so bili pripadniki te rodbine Brecelj pobiti. Šlo je za očeta, njegovo sestro in 3 otroke, 2 hčerki pa sina. Sin Martin je bil star 13 let. Šlo je za umor vaških odličnikov, vaških posestnikov, izrazitih antikomunistov, ki pa si niso umazali rok s kakršnimkoli sodelovanjem z okupatorji. Ko so bili pobiti, je šele vojaški tožilec za Vipavsko vojno področje sprožil preiskavo in tako imenovano obsodbo na smrt. Torej, šlo je za en tako imenovani pravni unikum, ljudje so bili pobiti, toliko da malo ilustriramo to revolucionarno sodstvo, in potem so jih za nazaj obsodili na smrt. Omenjam ta primer samo še to, ker je ob koncu vojne, aprila meseca, so bili ti člani rodbine Brecelj preneseni v domačo vas in še danes se ljudi, ki so bili prisotni pri tem pogrebu, ki se je odvijal 9. aprila 1945, spominja, da je šlo za izrazito manifestacijo slovenstva in protikomunističnega duha v Vipavski dolini. Dobro, nekateri bojo zdaj rekli, pač, da je šlo za vsiljeno slovesnost. Dejstvo je, ko so šli te ljudi iskat, tukaj vidite njihov prekop, so to počeli domobranci primorski in pa četniki. Domobranci si sami niso uspeli, si niso mogli iti na partizansko območje in iskati svoje najbližje, ker sta tudi 2 sinova, ki sta potem vojno preživela, sta bila pri primorskih domobrancih. So potem četniki, ki se takrat umikajo proti Italiji, omogočili vojaško zaščito in po njihovi zaslugi imamo tudi te fotografije. Zdaj, obok temu primeru je izredno boleč in seveda zelo malo znan primer umora italijanske družine izraven na Črnični. Prosim še brez par stavkov o tej zadevi, ki pa je nekoliko unikatna in je prav, da jo omenim. Ja, namreč preveč je vseh zadev, da bi uspeli tukaj omenjati samih primerov. Eno posebno polje, eno poglavje v sami knjigi je tudi poglavje o odnosa do revolucionarnega gibanja do Italijanov. Namreč v okviru italijanske države je potekala intenzivna kolonizacijska politika, ki so jo oblasti izvajale že od konca 20. let. Takrat se je na naše ozemlje priselilo veliko Italijanov, nekaj družin, je tudi izginilo med 2. svetovno vojno, so bili pobiti. Zanimivo je, pa tukaj ostaja moje vprašanje, odgovor, deloma neodgovorjen, zakaj niso pobijali, pa nema narobe razumeti, družin, ki so si umazale roke z sodelovanjem s italijanskimi oblastmi. Velikokrat je šlo žal, ali prevečkrat je šlo žal za umore družin, ki so bile že integrirane v slovensko okolje. Se naučile slovensko, sodelovali s Slovenci, skratka čutile kraj, v katerega so prišli. To je bil tudi primer. To je družina Paskolini iz Črnič na Vipavskem, pobita januarja 1944. Pobili so očeta, mater, 3 mladoletne otroke, 2 so se rešila, ker sta bila slučajno eden in drugi italijanski vojski, hčerka je pa služila v Vidmu. Šlo je za poboje družine, ki si spet ni umazala nobenih rok s sodelovanjem, kot kažejo dokumenti in tudi ustna pričevanja iz tistega časa, je šlo bolj za kakšne neporavnane vaške račune, ki so se pod plaščem, recimo temu revolucionarnega gibanja dogajali med vojno, žal tudi na Primorskem. Kolega Kodbersič, eno vprašanje. Prej smo omenili krščanske socialce, zapletena zgodba njihovega sodelovanja in nesodelovanja z OF. Še bolj mogoče zanimiva, javno zanimiva pa je odnos primorskih tigrovcev do komunistične partije in še bolj seveda odnos partije do tigrovcev. Vemo, da so bili začetniki oboroženega odpora na Primorskem, ampak ne le na Primorskem. Po propadu kraljevine Jugoslavije in stare jugoslovanske armade so prvi, ki sprožijo orožje proti italijanskemu okupatorju 13. maja na Mali gori. Pa vendar, kljub temu, da so sicer leta 40 precej razbiti v tržaškem procesu,
vendar jih partija, ki bi morala imeti za namen narodno osvoboditev, jemlje kot hudo konkurenco, ne pa kot partnerje. In znajdejo se tudi seveda med žrtvami. Če aktualiziramo vprašanje na današnje dni, bom poskušal odgovoriti z besedami, nekoliko ironično seveda, zdajšnjega predsednika stranke SD, ki je leta 2005, ko je prva Janševa vlada položila spominski venec na kraj prvega spopada tigrovcev z italijansko vojsko na Mali gori pri Ribnici 13. maja 1941, ko je izjavil dotični gospod, da je šlo za navadne teroriste. Nedvomno šlo za teroriste, to je njegov avtonomen pogled, ima to pravico, ampak dejstvo je, da je šlo za preverjene antifašiste, ki so imeli to težavo, da so že pred vojno, težavo bi dal navednice, aktivno sodelovali z britanskimi obveščevalnimi službami. Po zlasti pisanju razkritij doktorja Bajca, ki se je v zadnjih letih intenzivno ukvarja s tem, vemo, da je bil to za intenzivni proces, da so stopili tigrovci v vojno zelo pripravljeni. Konec koncev, kot se je bilo omenjeno, gre za prve antifašiste, ki so se z orožjem v rokah borili proti Italijanom. Seveda tukaj partija mimo tega ni mogla iti. Zdaj tukaj gre za dva elementa. Gre za poskus lepa ali zgrda jih pridobiti na svojo stran, torej jih utopiti v tako imenovani osvobodilni fronti pod spet partijsko vrhuško in jih natrenirati za svoje delo. In tukaj so se morali ti tigrovci, ki se osvobodilni fronti priključijo, izkazati. Konec koncev si upam povedati, da eden najbolj znanih primerov, ki so se izkazali, je pokojni Just Gornič, nedvomno zelo zaslužen tigrovc, zelo hraber možakar, tudi strah in trepet Italijanov med obema vojnama, kot veste, je živel po Kranju potem. Med drugo svetovno vojno je postal pa eden pomembnejših partijskih morilcev na Primorskem. Morilcev. Tisti, ki so, ja, Just Gornič, to je tudi v Ljubljani, ja, seveda. Torej, on je prestopil v partijo, za fronto, zdaj je član partija, ne upam si trditi, to je oče zdajšnjega Tita, kaj, Iva Gorniča. On je pač moral dokazovati svoje partijstvo in je streljal na bivše sotovariše, tudi tigrovce. Žal. Še to bi rekel, nekateri drugi, ki pa se temu niso uklonili, ali pa, bom poudaril, niso se dovolj močno uklonili, so vstopili sicer v osvobodilno fronto ali ostali do nje zadržani, nikako niso pristopili, recimo temu, na tako imamo drugo stran, so svojo neaktivnost ali svoje nedovolj veliko sodelovanje plačali življenjem. Eden najbolj znanih primerov je bil brat organizacijskega vodje Tigra, Alberta Rejca, njegov brat Max Rejec je izginil v junijskih dneh 1943. Se pravi, ko je že vedlo se, kam pes taco stavi, ko je bilo že jasno, da vojna za sile vsi ne bo zmagovita, ko si tigrovci poskušajo izboriti nek položaj znotraj osvobodilnega gibanja, je Max Rejec izginil. Če bi želeli kaj več o tem vedeti, je imenitno študijo pred 5 leti napisala Tatjana Rejec, žena Alberta Rejca, svakinja ubitega Maxa Rejeca. Naslov te študije je Partija in tigrovci. Zdaj, da ne bomo predolgi, bi vendarle dali priložnost za kakšno vprašanje, ampak ne toliko komentar, bolj vprašanje, če kdo publike želi. Prosim. Tino Mamič, Primorske. Zanima me v številkah, koliko žrtev so povzročili partizani na Primorskem, koliko so pobili Slovencev in koliko okupatorjev? Zdaj vidim dve kolegici, ki sta strokovnjakini za to območje. Največ veste vsi, da poteka na Inštitutu za novejšo zgodovino, poteka raziskava, 16 let že, o žrtvah druge svetovne vojne. Mislim, da je številka zdaj blizu 97.500, teda je tam nekje, ne? In noter so tudi te podatke povzel, se tudi kolegicam še enkrat zahvaljujem. Je tudi podatek za Primorsko, jaz se oproščam, za Goriško in Vipavsko lahko rečemo, da je 364 pobitih žrtev, ki so nedvomno žrtve partizanske strani.
v obdobju 41, se pravi Ludvik Kobal, ki je bil ubit nad Terzeljem, do konca druge svetovne vojne. To so nedvomno žrtve partizanskega gibanja na območju Goriške in Vipavske. Pustimo Cerkno, pustimo idrijsko območje, pustimo postojnsko območje, pustimo Kras in pustimo Ilirsko-Bistriško, pa južno-primorsko. Spravi, na relativno majhnem predelu Primorske, mislim, da je ta območje zelo reprezentativno, je bilo 364 ubitih, ki so padli nedvomno, dokazano pod roko partizanskega gibanja. Bi pa poudaril tukaj, da ne gre za dokončno številko. Sem prepričan, da se bojo še posamezniki našli, ki bojo sodili v to kategorijo. Verjetno pa številka ne bo odstopala pretresljivo od te, ki je bila ravno kar rečena. Kar se tiče žrtev iz drugih, se pravi partizanske in tako naprej, piše v knjigi, da sem pozabil, na pamet točno ne vem. Ampak je številka zastrašujoča. Kaj pa okupatorjev? Na Primorskem? Ne vem na pamet. To je težko reči, ker je šlo tudi za zaključne boje, ker se ta slika popolnoma poruši, ampak če smem dodati, verjetno bo tudi za Primorsko veljala ena podobna ključna ugotovitev, ki razgalja celo naravo osvobodilnega boja, prepletenega za revolucijo, da namreč z izjemo zaključnih bojev partizani ubijajo najverjetneje več civilistov oziroma neoboroženih ljudi, kot pa okupatorjevih vojakov. To je končno tudi na nek način glavni sad, ali pa eden od pomembnejših sadov te raziskave, ki je toliko let potekala in kjer se rezultat ali pa taka razlaga ponuje samo od sebe. Mogoče še kdo? Izvolite. Ja, gospod Nikolaj. Ja, vse prav lepo pozdravljam naprej in bi svojemu kolegu Podbersiču čestital iskreno, kajti ta projekt, ki ga izvaja Študijski center za narodno spravo, je bil zastavljen že leta 1905-1906, že naš, ko je še, smo še ko sem prevzel vodenje sektorja za popravo krivic pred Ministrstvom za pravosodje in si postavljalo vprašanje, kaj zastaviti nek projekt, ki bo dolgoročno, na katerem bi dolgoročno delal ta sektor, zdaj Študijski center za narodno spravo, ki je nastal iz tega sektorja, in ki bi bil tak, da bi zajel nekaj, kar je bilo do sedaj zamolčano, več ali manj načrtno. No in tako je v moji ideji nastal ta projekt, da se razišče rodosnardno nasilje leta 1941-1945 na območju celotne Slovenije po posameznih pokrajinah. To je tako velik projekt, da se ne da niti približno v okviru ene pokrajine v eni študiji to zajeti. Vidite, da je to dejansko mikroštudija, ki zajame del Primorske. In še to zdaleč verjetno se bo skazalo kasneje nepopolna, mislim v tem smislu, da se bo število žrtev oziroma posameznih tragičnih primerov se še bojo vedno našle nove priče ali pa celo dokumenti v tem. Mimogrede naj povem, da o povojnih pobojih v Sloveniji, ker se s tem ukvarjam, povojnimi poboji sicer ne, ampak s povojno problematiko političnega nasilja, da za povojne poboje, kot vemo, dokumentov praktično ni, ker jih so bili načrtno uničeni. Za medvojne poboje pa dokumenti obstajajo, kar je zanimivo. Mi imamo ohranjen dokument OSA, VDV-ja, torej Vojske državne varnosti in OZNE. Medtem ko od OZNE za povojno obdobje dokumentov, ki govore o pobojih, praktično skoraj ni razen nekaj malega za celjsko okrožje. Poleg tega je oblast sama po vojni, ne dovolite nekaj to problematiko, da bi dopolnil tole mogoče, oblast je po vojni sama poskrbela, da je obelodanila, koga je pobila med vojno. Kajti po 28. členu zakona o zaplembi imovine so morali okrajni narodno-sodilni odbori prijaviti okrajnemu sodišču pristojnemu vsakega, ki je bil ubit med vojno, ki so ga ubili partizani, da samo, to hoče povedati, naknadno njegovi družini zaplenili celotno premoženje še. In tako je nastal vir prve roke
kjer ni dvoma še tako zagrizen zagovornik revolucije, ne more reči, to pa ni res, kje si to dobil, to si izmislil, kaj takega. Šli so celo tako daleč, torej, da so otrokom, ki so jih pobili med vojno na Štajerskem, naslednja študija bo zajela Štajersko in sem prevzel, da bom jaz del Štajerske seveda samo. In ker sem že o tem pisal v preteklosti, nekaj je bilo objavljenega v Demokraciji, je gospod že dela objavil, nekaj tragičnih zgodb, da so celo otrokom, 14-letnim otrokom, ki so jih med vojno pobili, so jih proglasili po vojni za narodne izdajalce in so jim na podlagi tega člena zaplenili dedni delež, ki bi ga dobili, če bi še živeli. Skratka, ta tematika je ne le, da je nekaj novega, oziroma tisto, kar kliče, da je to treba obelodaniti oziroma proučiti, če hočemo mi razumeti povojno nasilje. Povojnih likvidacij ni mogoče razumeti, če ne poznamo medvojnih. Začelo se je, če bi tako rekel malo bolj, začelo se je s Krimsko jamo in končalo se je z Hudo jamo. Namreč, Krimska jama je nastala leta 1942, Huda jama pa maja 1945. No, jaz bi čestital še enkrat gospodu Podbersiču, in pa tudi gospodu Hančiču za prejšnjo publikacijo in želim, da bi ta projekt res tekel tako, da bi na koncu dobili celovit pregled tega nasilja in v tem vidim tudi del svojega uspeha. Hvala. Hvala gospod dr. Mikola za te besede, iskrena hvala res. Treba bi še s tem rad poudaril, da velike zasluge pri nastanku te zbirke, teh raziskav, pri nastavitvi in v prvih porobnih krčih, ko je prihajalo od tega tudi spodbudah, je vaša zasluga. In tudi še enkrat dobrovoljeno, ne se vam imenu tudi kolege Hančiča, mislim, da zahvalim. Ampak vi ste izpostavili en problem, ki je spet samo primorski problem. Mi jemljamo 41-45. Ne pozabiti, da Primorska pride pod Jugoslavijo šele 47. In tisto, kar vi govorite o sodiščih, za ostalo Slovenijo to velja. Pri nas so pa to bolj posamezni primeri. Nimam ga. V knjigi je tudi en posamezni primer, recimo sodnika v Vipavi, Emila Petliča, ki so ga ubili samo potem po vojni, po 47 šele, ker prej jugoslovanske oblasti niso imeli jurisdikcije na Primorsko, so mu zaplenili premoženje. Ampak žal tudi v tem, tudi v povojnih zaplembah smo Primorci drugačni od ostale Slovenije. No, to je, jaz sem bil v celi Sloveniji, drugače pa ne vem, kako je za Primorsko, pa žal, ker nisem gradiva gledal. Ja, se vsega. To je treba vzeti. Se pa strinjam z vami, da s tem je treba nadaljevati in te študije in tudi vaše besede pomenijo samo en uvod. Kolegu Tinotu bi povedal pa to, da posamezni razrez žrtva na Primorskem se v knjigi nahaja na številki 10, na strani številka 10, ne bi ga zdaj tukaj citiral, tako da mislim, da nima smisla. Dr. Mikola je označil tudi en pomemben problem, kar se tiče virov. Končno osnova za to raziskavo so viri, ki prihajajo strani rabljev, če se tako izrazimo. To je arhiv Vosa in Ozne za Primorsko, ker je bil civilizacijski šok s temi umori tako strašen, da se seveda ljudje, verjetno predvidevam, ker nekoliko poznam to problematiko, še do danes bojijo govoriti, vsaj nekateri. In me zanima tvoja ali vaša izkušnja, kako je s pričevanji na Primorskem? Najprej bi ponovil besede, ja, bi se strinjal z dr. Mikolo, žal ali pa hvala Bogu za raziskovalce, je gradivo tovrstno zelo dobro ohranjeno. Naj si bo Vosa ali pozneje Ozne, za Primorsko nekoliko manj narodne zaščite, ampak kljub temu je gradiva, tudi v partijskih organih so veliko dobi raznih navodil in podobno, navodil oziroma tudi samih dokumentov, ki kažejo, kako naj vse skupaj poteka, je veliko. Pred vami je en dokument, ne vem, če ste bili na njega pozorni, en dokument, ki nekoliko popestruje današnji dan, ampak žal je ta dokument zelo žalosten. Namreč gre za dokument iz leta 1944, za dokument, ki ga je izdala Pokrajinska komisija VOS za Primorsko. Dokument, ki je bil sicer že objavljen v tekstovni obliki v knjigi magister Marije Čipič-Reha, kolegice, hvala Marija, me je opozorila na ta dokument, ki je objavljen prvič faksimile, kako morajo Vosovci aretirati in izvajati likvidacijo. Dokument sam, oziroma more, je objavljen v knjigi, vam svetujem, da si ga preberete,
ker je zelo poveden in veliko pove o naravi revolucije, tako na Primorskem, kot tudi v ostali Sloveniji. Zelo hladno, zelo tehnično napisano, kako je treba človeka umoriti. Jaz takega nisem še videl. Kdo pa je podpisan? Podpis je nečitljiv. Je nečitljiv, tako da žal za voz za Primorsko je lahko več ljudi bilo takrat. Zdaj imen ne bom izpostavljal. Ne bi si upal reči, ker podpisa ne poznam in je nečitljiv. Je pa uraden podpisan dokument Pokrajinske komisije VOS, kako je treba moriti ljudi. Preberite. To je v knjigi objavljeno. Potem, kar se tiče drugih virov, ustna pričevanja, žal moram priznati, leta 2011 oziroma 2012 smo zdaj, ljudje si še vedno bojijo. Nekateri ste me že spraševali in mi očitali, zakaj je objavljen v knjigi nekatera pričevanja samo za inicialkami. Veste, po naših vaseh se veliko govori in tukaj se bom navezal na, kar sem na začetku nekoliko v emocijah prehitro ponovil, na mojega prijatelja Jožeta Možino. Ne vem, če se bo spomnil, Jože, so se spoznala oktobra 1985 na srednji šoli v Novi Gorici. In najna skupna točka je bila, da sva prebirala literaturo, ki je prihajala na skritem, seveda na WC-ju, ponavadi, ker če bi nas dobili, bi nas izključili iz šole, razne emigrantsko literaturo, oba izhajala iz takih družin, ker je bilo to že takrat omogočeno. In sva rekla, mi da bomo morali nekaj takega napraviti. In naše debate so v glavnem potekale v starosti 16-17 let, najne debate, o tem, kaj se je dogajalo med vojno na Primorskem. Namreč pri nas se je veliko govorilo in še danes se govori, ampak ko ljudje morajo nastopati z imenom in priimkom, pa vsi zgubijo pogum. In ko morajo nastopati s podatki, kdo je koga ubil, pa zakaj ga je ubil, vsi utihnejo. In še danes so ljudje zelo prestrašeni in se spomnim tudi z moje mladosti, ko smo avtomatsko zaprli okna, ker so takrat še hodili poslušati, kaj se govori v 80-ih letih še. In dejansko smo stišali glas. In še danes starejši, ko o tem govorijo, stišajo glas in se kar naenkrat, ko je prosti pogovor, se spomnejo veliko, ko je bilo treba kaj narekovati ali pa zapisati, nič ne vejo. So tudi izjeme, no? So tudi izjeme in tem izjemam danes žal tukaj ni nobenega, bi se jim zahvalil. To so danes gospe in gospodje globoko v 80-ih, že v 90-ih letih, ki so zbrali pogum in nekateri so želeli biti imenovani, nekateri so dovolili inicialke, nekateri pa žal njihova imena in priimke vem samo jaz. Seveda tam, kjer je šlo za popolno anonimnost oziroma nekdo ni želel, da je to objavljeno brez imena in priimka, tudi to imam nekaj zanimivih pričevanj, ki pomagajo razjasniti dogodke na Primorskem, ampak se ljudje celo bojijo, da bi jih v teh dogodkih prepoznali in niso hoteli biti prepoznani. Žal, to se dogaja tudi 70 let skoraj da po koncu druge svetovne vojne. Naš kolega je zelo resnicoljuben, celo preveč, tako da je razkrinkal najno protidržavno delovanje. Upamo, da ne bo posledic na to temo. Pa bi zaključil še z enim vprašanjem, ki se nekoliko veže tudi na to, kar je gospod Mamič omenil. Namreč število žrtev. Saj končno so stvari še bolj zapletene, kot kaže na prvi pogled. Kam pa naj pripišemo žrtve, ki so bile recimo namerno povzročene strani določenih partizanskih akcij, ko se je že od Rašice naprej vedelo, kako bo okupator odreagiral. Ne mislim teh žrtev pripisati partizanom, delno pa tudi ravnanju nekaterih partizanskih poveljnikov in kot tak primer omenjaš v knjigi Richenberg, branik današnji, in pa Komen, ko gre za napad na italijansko kolono. Zakaj taka partizanska taktika, ki je namerno, brez nekih velikih vojaških ciljev, povzročila tolikšne žrtve? Ne bi rad imel poslušalcem veselja, oziroma bi pustil, če ima mogoče kdo še kakšno vprašanje, pa do neformalnem pogovoru kakšno rečemo. Zato se bom dialektično prepustil to vprašanje, zakaj se je to dogajalo. Jaz sem dal enem poglavju v knjigi celo naslov Primeri primorskih Dražgoš. Namreč to, kar se je dogajalo v Dražgošah, pa je Jože prej omenil Rašico, pa cel kup primerov, se dogaja tudi na Primorskem. Zlasti v letu 1944. Zlasti. Oziroma predvsem v tem letu. Jaz sem izpostavil dva primera, to sta Richenberg, kjer
je Stjenkova četa napadla, narodnega heroja četa napadla kolono, oskrbovalno kolono fašistov in Nemcev, pobila te preskrbovalne vojake, jih zmasakrirala, ne pobila, ampak zmasakrirala, enemu onečastila, kaj so počeli, ne sodijo v današnji dan, da bom pokvaril dan, če povem, kaj so počeli z njimi, enemu pa so dovolili, da je zbežal v Trst in povedal, kaj se je zgodilo. Posledična je bila uničenje 13 vasi med Riechenbergom in zaselkom med Riechenbergom in Komnom. Da prebivalcev niso pobili, se je treba zahvaliti samo tedanjemu dekanu, ki je znal nemško in je prebivalstvo nekako obvaroval najhujšega, požgali so jim domove, prebivalci so pa izselili v Nemčijo. Po vojni si lahko razumemo, da je ta dekan bil deležen nagrade strani tedanjih povojnih oblasti. Ta primer, potem je primer ceste pri Ajdovščini, vas cesta, ki je bila tudi po leti 1944 požgana zaradi podobne, recimo temu neumnosti, ki ni imela nobenih vojaških in strateških razlogov. In takih primerov v Mirnu, potem na Tolminskem, v Brkinih je bilo ogromno, ki čakajo tudi na poznejšo obdelavo. In tudi obravnavo in tudi publiciranje. Samo to bi še rekel za konec, mora biti vprašanje, ki ga je Jože postavil, je imenitno, po svoje je žalostno. Ko ste vprašali, zakaj pa? Zato, ker nekatere iz zdaj naštetih krajev, ki sem jih ravnokar omenil, ki so v teh letih postale občine, praznujejo dan, občinski praznik, dan občine, na dan, ko se je zgodila ta morija. Žal. Tukaj ni šlo za nobeno narodno-osvobodilno gibanje, žal šlo je za popolno uzurpacijo prostora in časa in za trpljenje nedolžnih ljudi. Toliko bi rekel. Dobro, jaz mislim, da smo bili že dovolj dolgi. Predlagal bi, da se potem z avtorjem tudi še osebno pogovorite. Zaključil bi z mislijo, da se bodo tudi zahvaljujoč tej knjigi in tvojemu delu vremena na Primorskem dodatno zjasnila, vse tako upamo. Na Primorskem, v tem slovenskem oknu Sredozemlje. V dilemi med lažjo in resnico je resnica velikokrat bolj boleča, ampak je edina, ki omogoča življenje na trdnih temeljih. Tako da hvala lepa, gospod Podbersič, kolega Renato. Hvala tudi študijskemu centru za narodno spravo.